od leta 1984 do leta 1990 sem bil zaposlen v Agrokombinatu Krško, sem agronom po izobrazbi, kmetijski inženir in to delo sem potem nadaljeval tudi v zasebnem podjetju od leta 90 do leta 98 do županovanja, tako da sem si tudi nabral teh 15 let izkušenj v gospodarstvu, tako v velikem podjetju, kako tudi v zasebnem podjetju. Tako da so mi ta področja meni svetuje. Sicer sem pa ročen oče, 3 otrok, 3 študentov in pa enega malo manjšega sina, 11-letnega. Glede področji, ki smo si jih razdelili na nek način v maloštevilčni poslanski skupini, bosta predvsem dve osnovni področji, katere bom pokrival, to sta področje kmetijstva in lokalne samouprave. Sem tudi v odboru za gospodarstvo, ki bomo malce kombinirali. Na področju odbora za kmetijstvo lahko rečem, da imam za sabo kar dolgoletne izkušnje tudi na tem področju. Moj osnovna izobrazba je, kot sem že delal, sem kmetijski inženir. V letih od 84 do 89 sem bil takrat terenski pospeševalec na terenu v občini Krško, v okviru Agrokombinata Krško in tudi vsaka leta sodelujem pri delovanju eni izmed manjših zadrug v tem področju, kmečke zadruge Bohor, tako da so mi, ki je predvsem govedoredska zadruga, ti problemi znani. Sicer sem pa tudi doma z družino, imamo 4 hektare jabolk in izjemnega nasada, tako da mi so res ta področja znana. Kar ocenjujem na področju kmetijstva in kje tudi bom poskušal dajati neko trik tudi v državnem zboru preko odbora, ki mu predsedujem, odbor za kmetijstvo, je to, da se le v Sloveniji zavedamo, da je kmetijstvo gospodarska panoga. Vidimo v zadnjem času, da je pridelava hrane zelo pomembna panoga, da se mogoče v Sloveniji v zadnjih letih premalo tega zavedamo in da je zgolj preseganje na to, da je moč kupiti poceni hrano na trgovski polici premalo in da je potrebno za to osnovno gospodarsko substanco in pa substanco naroda nekaj narediti več že tudi na samem tem področju in da primerno težo. Zato mislim, da je pri tej vlogi kmetijstva kot panoge, ki prideluje hrano, poleg tega skrbi za lep izgled našega podeželja, poseljenosti podeželja in mislim, da je tu res veliko teh nalog. V samem osnovni kmetijskem delu mislim, da je potrebno na nek način dodobra tudi sodelovanju s kmetijsko-gospodarsko zbornico, mogoče tudi z Zadružno zvezo, s sindikatom kmetov dogovoriti v tem delu in najti nek konstruktivni pristop k tudi prilagajanjem našega kmetijstva trenutnim razmerom, ki so in samo ocenjujem, da je potrebno prevzeti bolj proaktivno vlogo, kot je bilo mogoče tudi z teh inštitucij v preteklosti. Sam mislim, da je eden od pomembnih segmentov, ki mu je trebno posvetiti v Sloveniji na področju povezave med osnovne proizvodne, se pravi med kmetijsko proizvodno, predelovalno industrijo, trgovino in potrošnikom. Mislim, da je tu treba narediti nek partnerski odnos. Žal pa smo vse prevelikokrat deležni medsebojnih trenj, nasprotovanj in samo ocenjujem, da je to v bistvu žaganje veje, na kateri sedimo, vekolikor žagamo katerega koli od teh segmentov in da je tu potrebna neka koordinacija in koliko bo to v moji moči, bom poskušal neko partnerstvo med vsemi temi faktorji v pomembni prehrambeni verigi tudi povezati. Drugo, kar mislim, da je nujno prilagajanje klimatskim spremembam, na nek način se to začne že na sami kmetiji, od kolobarja do namakanja protitočne zaščite. V tem delu je zelo pomembna politika na državnem nivoju, da se bo v tem področju dali določeno pozornost, na eni strani tudi za dovolj sredstvi, na drugi strani pa tudi mogoče z poenostavitvami postopkov, ki so predvsem na področju namakanja v tako vrnati deželi, kot je Slovenija, vse prekomplicirani in mislim, da je bilo potrebno tu kakšno tujo prakso videti in biti bistveno bolj operativno, kot smo sedaj. Naslednje področje je področje zemljiške politike, ki mislim, da je zelo pomembno na eni strani prepotrebne komasacije v Sloveniji, da tudi združimo že to sicer
majhno zemljiško posest, ki bo še naprej razdeljena na številne male parcele. Pomembno je tudi najbrž v spremembi zakona o kmetijskih zemljiščih doreči tudi sam promet kmetijskih zemljišč, dati to še večjo prednost tistim, ki pridelujejo hrano in da na nek način spostavimo te pogoje za delovanje večjega števila kmetij, ki bodo lahko se tudi konkurenčno obnašale v zahtevnem področju te svetovne konkurence. Pozidava kmetijskih zemljišč, mislim, da je bila v tem času te velike konjunkture v trgovini, tudi v gospodarstvu, industriji na splošno ena od stvari, okoli katere se je vse premalo pozornosti posvečali in da je ta pozidava preveč brezkompromisno in da bomo na koncu izgubili preveč prvovrstnih kmetijskih površin za osnovno dejavnost, čemu so kmetijske površine tudi namenjene. Ena od stvari, ki bo mogoče tudi skupaj s svetovalno službo in v okviru Kmetijsko-gozdarske zbornice, skupaj tudi z regionalnimi agencijami, ki na tem področju podeželja tudi upravljajo pomembno vlogo, kako približati in pa razviti tudi področje ekološko pridelane hrane in jih na eni strani organizirati trg in pridelovalce, kajti iz izkušenj, ki imam z občine, ki je tudi kmetijsko zelo razvita, da je to eno veliko pomanjkanje, tako da je tudi eno od teh področij. Sicer dr. Milana Pogačnika, predvidenega ministra, osebno tudi poznam. Mislim, da je gospod, ki ima izkušnje in znanje, to se ve na teh področjih, v osnovnem pa tudi njegovo delo kot ministra, v tistem krajšem času, mislim, da bo zelo koristil, tako da upam in računam tako, kot bo splošno drža stranke, da bo v konstruktivnem dialogu moč tudi s svojimi predlogi mu pomagati pri tem svojem delu in da vsi skupaj naredimo nekaj koristnega za kmetijstvo, podeželje in s tem, mislim, da slovenski narod v celoti. Drugo področje je področje lokalne samouprave, področje, ki je sicer ni blizu iz tega desetletnega ali pa še več dela na tem področju. Prav tako je v Slovenski ljudski stranki veliko število županov, ki mislim, da se v okviru občin, delovanja na občin, da smo naredili ogromno delo pri razvoju te lepe države in da je zato tako lepa, ker so se občine tako dobro tudi prijele v slovenskem prostoru. Tudi sam imam včasih različna mnenja, da je ta diapazon od nekaj 100 pa do 300 tisoč zelo širok, kar slovenske občine imamo, v Sloveniji, kakršne občine v Sloveniji imamo. Zato mislim, da kljub vsemu temu so vse te občine vsaka posebej odigrala zelo pomembno vlogo, zato se mi zdi to, kar je zapisano v koalicijski pogodbi, da je šel na področju sodelovanja občin zadeva predaleč. Mislim, da ni to osnovni problem in da te občine delujejo, da pa je problem to, da slovenska politika ni sprejela druge stopnje lokalne samouprave in da se zdaj v tej veliki diverziteti slovenskih občin rabi neko vmesno raven, kjer se bodo predvsem razvojne, prostorske in še katere funkcije tudi izvajale. V ljudski stranki je bilo v preteklem mandatu ogromno narejenega na področju ustanovanja pokrajin. Žal vladajoča koalicija, danes vladajoča tega ni spustila skozi in se bojim, da koliko ne bomo zelo hitro nekaj naredili, ali je to ustanovitev pokrajin, v kar močno dvomim, da je moč v kratkem času narediti. Mislim, da je pa potrebno na področju statističnih regij, razvojnih regij narediti, prenesti več pristojnosti na ta nivo, uveljaviti princip subsidiarnosti in tam, kjer se bodo stvari hitreje, operativneje reševali, tudi opraviti. Osnovna tendenca je bilo to preko pokrajin, vekolikor pa, kot vidimo, rabimo cel mandat za ustanovitev pokrajin, pa še na koncu ni sprejeti. Slovenija nima časa iti skozi cel ta mandat, kajti izteče se finančna perspektiva, v kateri bo Slovenija lahko počrpala ogromno evropskih sredstev in ta se bodo zagotovo na tem drugem nivoju lokalne samouprave najbolje izvedla. Glede ministrice, žal jo premalo poznam, da bi lahko sodil o njenem delu, tako kot je kolega Presečnik dejal, bomo rajši sodili ministre potem po njihovem delu.